ko smo odkrivali vse te plasti tega sicer zelo dobro napisanega in dobro strukturiranega teksta, ki je nedvomno zaslužena uspešnica na Broadwayu, smo se začeli soočati z nekimi stvarmi in je prav, da smo se soočali, tako rekoč odkrivali lastne predsodke v zvezi s tematiko, se pravi odnosi med moškim in žensko. Zaznali smo, da se na nek način tudi v Ivesovem tekstu, tako kot se v bistvu Sacher Masochu se je zgodila na nek način precejšnja krivica. In sicer literat, ki je, bi si zaslužil v literarni zgodovini eno posebno, bi si zaslužil svoje cenjeno mesto, je v naši zavesti in zgodovini zaradi Krafft-Ebingove vključitve v njegovo to psihopatijo sexualis, v bistvu v naši zavesti povezan samo zgolj z neko spolno prakso. In seveda, in ko smo se s tem začeli soočati, odkrivali tudi v Ivesovem, bi rekel, načinu razmišljanja ali pisanja neke zelo skrite, vsem nam tudi neozaveščene šovinizme, bi temu rekel, ali pa seksizme, v bistvu boljš povedano. In seveda, kot ustvarjalci smo se začeli spraševati pravzaprav, kaj zdaj, kako s tem. Preprosto rečeno, stališče, naše stališče, ki smo ga imeli pri branju tega teksta, se nekako ni čist išlo ali skladalo s stališčem, ki smo ga brali v tem tekstu. In s tem smo se precej ubadali, pogovarjali, iskali, raziskovali. Ogromno je bilo tega in mislim, da je to super, ker na ta način pravzaprav ti sploh tudi ozavestiš lastne predsodke in tako. Ukvarjali smo se s tem, kako zdaj to naše stališče pravzaprav, ne, da rečemo, to naše stališče in tako. In smo na koncu, meni se zdi pravilno, ugotovili, da tako, veste, kaj v Delu piše, kaj so tisti članki in od spodaj je ta nek tak mali disclaimer, ne, da stališče avtorja ni nujno stališče tudi uredništva. Ne, kar pomeni, da si želimo, vsaj jaz, mogoče ne vem, da si želimo to, da pravzaprav povemo to zgodbo tako, kot je zelo dobro, kot sem rekel, na nek način strukturirana in napisana in pravzaprav počakamo, da gledalec na nek način se čuti izzvanega in na ta način ozavesti tudi svoje a priorne predsodke ali karkoli že v zvezi s tem.